Hej, kaj je to? Turčija? Bosna? Pakistan? Indija? Pisana nalepka, črtna koda, kar ena številka. Ej, številka! Žgala se bo budilka. Čakate ples, ker deluje ti ves. Dajmo si nalepke dosti les. Ti si črn, ti si belgi, to je sam stres. Ki zakuri kres, da ne veš, kaj je res. Zasebeni čaka, da ponovno bo rojen. Na voljo je dost oblek, da rodi se spet. Zato je zelo pomembno, kaj počneš in to, kar rečeš. Pazi, da se ne obečeš, ko proti sreči tečeš. Ko proti sreči tečeš. Hare Krishna, dobrodošli na harekrishna.net. Moje ime je Vasudev Datadas. Danes bomo govorili o Vedah, svetih spisih, kajti v skupnosti za zavest Krišne dajemo velik poudarek tudi na filozofijo, na duhovno znanje. Veda pomeni znanje. Vede so starodavni sveti spisi, izvirajo iz Indije, napisani so v sanskrtu, to je najstarejši jezik na svetu. Vede nam odkrivajo, kako doseči Boga in doseči samo spoznanje. Kakšen je naš večni odnos z Bogom, kam gremo po smrti, kako doseči Boga, kako pretrgati rok rojstev in smrti, in dajo močno filozofsko podlago religiji. Med esenco vedske literature pa spada Bhagavad Gita in Šrimad Bhagavatam. Bhagavad Gita in Šrimad Bhagavatam je prevedel njegova božanska milost A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ustanovitelj mednarodne skupnosti za zavest Krišne. On je to prevajal v angleščino iz sanskrta, mi pa smo zdaj to prevedli v slovenščino, tako da si lahko tudi slovenski bralci zadovoljimo to večno potrebo duše za duhovno blaženostjo in radostjo. V Bhagavad Giti so odgovori, kako doseči ta večni nivo blaženosti, znanja in vednosti. Kako deluje karma, kaj je reinkarnacija, kako gre duša naprej, kam gre. Vsi ti odgovori so podani v 700 verzih. Bhagavad Gita nas uči, kaj je naravni položaj vsakega živega bitja, da smo večni sluga Vsevišnjega Gospoda. Bhagavad Gita je pogovor med učiteljem in učencem, oziroma sam Vsevišnji Gospod poučuje svojega večnega slugo, Arjuno. In Arjuna igra našo vlogo, ker mi smo na razpotih, a bi šli levo ali desno. Mi nimamo duhovnega znanja. Tako da, ko oseba bere Bhagavad Gito, Bhagavad Gita govori prav nam, kot duši. Nam daje nasvet, kako se rešiti zapletenosti materialnega sveta. Bhagavad Gita pravi, da kjerkoli sta Arjuna in Krišna, tam sta vedno obilje in zmaga. Bhagavad Gita uči, da smo mi večna duhovna duša, da nismo to telo. To telo je kot mašina, mi pa smo noter v tej mašini. Ko se telo izrabi oziroma stane staro, potem zapustimo to telo in gremo naprej. V skladu s karmo, kako smo delovali, dobro ali slabo, v tem življenju potem dobimo novo telo. In Bhagavad Gita uči, da je popolnost življenja pretrgati krog rojstev in smrti in se popolnoma predati Vsevišnjemu Gospodu. Vsak hoče biti zadovoljen, vsak hoče biti miren. In Bhagavad Gita uči, kakšen je ta nivo, na katerem lahko dosežemo pravo, večno srečo. Ne samo minljivo čutno uživanje materialnega sveta. Bhagavad Gita nam odkriva najvišje duhovno znanje. In kdorkoli bo prebral Bhagavad Gito, bo videl, da takšnega znanja ni v nobenem drugem svetem spisu sveta. Srila Prabhupada je napisal zraven tudi komentarje, kako se da to znanje praktično živeti v današnjem času. Da ni to samo za par jogijev v Himalajah, ampak da si lahko vsaka oseba v modernem svetu to znanje uporabi na svoj stil življenja. Bhagavad Gita je ABC duhovnega znanja. Vzamite Bhagavad Gito, jo preberite in se prepričajte. Šrimad Bhagavatam pa je podiplomski študij Bhagavad Gite. V Šrimad Bhagavatamu pa je filozofija predstavljena skozi zgodbe modrecev. Je bolj podrobno opisano, kdo je Bog, kakšne so njegove zabave, kako izgleda duhovni svet, kam gremo po smrti in kaj je končni cilj življenja. Razdeljen je v 12 spevov, v slovenščini imamo prva 2 speva. In kdo razume Bhagavad Gito, Šrimad Bhagavatam, prvi in drugi spev, lahko gre nazaj k Bogu. Obstajajo tudi uvodne knjige, kot so Življenje izvira življenja, Nova priložnost in Nauk Gospoda Čajtanje. Nam približajo osnovne pojme filozofije, ki nam pomagajo razumeti, kako deluje karma, reinkarnacija,
kajti dostikrat se ljudje sprašujejo, zakaj se slabe stvari dogajajo dobrim ljudem. In če razumemo zakone karme, potem je to takoj jasno, razumemo, da to prinašamo iz prejšnjih življenj. V biografiji Šrila Prabhupade izvemo vse o njegovem življenju, kajti on je šel pri 70 letih na zahod in tam ustanovil skupnost za zavest Krišne, 14-krat prepotoval cel svet in ustanovil več kot 108 templjev po celem svetu. Šrila Prabhupada je na znanstven način predstavil to večno duhovno znanje. V Krišnovi kuhinji pa so vegetarijanski recepti, kajti pravijo, da ljubezen gre skozi želodec, slovi po eksotični vegetarijanski prehrani, tako da v naši skupnosti dajemo velik poudarek na vegetarijansko prehrano. Vse gledalce bi spodbudili, naj berejo Šrila Prabhupadove knjige. V materialnem življenju smo kot riba na suhem. Duhovno življenje pa pomeni, da svobodno zaplavamo. Kdorkoli bo prebral vsaj eno Šrila Prabhupadovo knjigo, bo videl, da je tukaj noter najvišje znanje. Duhovno znanje je univerzalno, tako kot 1+1 je vse posod 2. To ni indijsko znanje, ni ameriško znanje, ni evropsko znanje. Znanje je znanje. Ker je v današnjem svetu pomanjkanje in velika potreba po duhovnem znanju, potem poskušamo člani Hare Krišna skupnosti deliti Bhagavad Gito, Bhagavatam, uvodne knjige vsem dušam, ki so pripravljene to sprejeti. Vse gledalce pa bi povabili tudi v naš Hare Krišna center, kjer lahko dobijo Šrila Prabhupadove knjige in tukaj vam bomo z veseljem odgovorili tudi na vsa dodatna vprašanja. Hare Krišna!